Dobro. Zdaj pa z znanjem, ki smo ga osvojili, se lahko še enkrat vrnemo na to isto vajo, ki smo jo zadnjič delali, na vajo 11. Torej, imamo 3 plasti in če se zdaj osredotočimo na tole plast z papirnato ladico, želimo najprej odstraniti v tej plasti zgornji del. Ne? Kako ga bomo? Tako, z uporabo Magic Wand lahko zelo hitro označimo en del slike, ki je enake barve, ne? Oziroma v tem primeru skoraj da iste barve. Zdaj, pri Magic Wandu je mogoče še pomembno, da veste tale delček tukaj, toleranca. Ne? Toleranca je številka, koliko je on pripravljen iti naprej od tiste barve, ki je izbrana, da jo bo še označil. Ne? V primeru, recimo tukajle, lahko vidimo, da toleranca 10 naprimer ni zadosti za tele mehne koščke tukajle ob vodi. Ne? Pa bi lahko poskusili mogoče, da bi povečali toleranco na 20. Zdaj sem šel select, deselect in pa potem še enkrat in zdaj pa 20 je pa čisto do roba vode mi naprimer označilo ozadje. Ne? Tukajle je sicer še en mehen košček, pa tukajle vidim en mehen košček, ampak to so anomalije, ki jih potem v bistvu v mapi oziroma v maski korigiramo. Ne? In čist kot hec, ne, zato ker imamo izbrano sample all layers, je v toleranci 20 že šel na slikico oblakov tukajle vzgori in označil nek delček oblakov. Ne? Torej, zdaj imamo označeno tisto, kar ne želimo videti. Zato gremo zdaj v meni Layer, Layer Mask in pa izberemo Hide Selection. No. V prejšnji vaji smo imeli recimo izbranega kužka, ki ga želimo videti in smo dali Reveal Selection. Tukaj želimo narediti ravno obratno in damo Hide Selection. Torej, izbrano imamo to belo površino in Hide Selection bo to selekcijo zdaj spremenilo v masko, kjer je to črno. Ne? Če bi naredili ravno obratno, če bi naredili Reveal Selection, bi se zgodilo tole. Ne? Da bi bila... Prosim? To pomeni, da nisi dala Hide Selection, ampak si dala Reveal Selection. Najprej označi belo površino, ja, in belo površino, greš v Layer, Layer Mask in pa Hide Selection. Tako. Ja? Ti oblaki so v plasti, ki je spodaj. To je ta plast. Ja, je. Okay. Torej, ne, če zdaj pogledamo, kakšna je maska. Maska je to. Ne? Zato, ker je označil nek delček oblakov, imamo zdaj še tele oblake, ampak glede na to, da na tej plasti ni ničesar drugega, je to pač bolj kot ne dobra izbira. Ne? Zdaj pa tukajle spodaj desno, ne pa lahko recimo vidimo, če bi želeli biti zelo natančni, ne? Imamo zdaj tukaj neke artefakte, ki so nam ostali. Ne? In zdaj bi lahko, recimo, ko gledam masko, bi lahko vzel en čopič, ne, z belo barvo in šel tole odstranjevati. Ne? Ja? Bi mogla zamenjati. Imam izbrano masko, vendar pa mi ne pokaže. Z altom klikni gore. Ja? Ja? A zdaj, če bi jaz hotela tole pobarvati, samo začni ja, če hočeš z belo, ne, pač rišeš z belo, ampak moraš imeti najprej označen čopič. Ne?
Tako, ne? Jaz bi, naprimer, zdaj označil čopič kot izbor, pogledam, da imam označeno pravo barvo, torej želim tele dele v tem primeru pokazati, ampak ne, zdaj imam v bistvu jaz ravno obratno, zato ker sem vam kazal prej, kako bi izgledalo, če bi bilo narobe, imamo zdaj to ni v redu. V mojem primeru moram narediti tole. Torej, zdaj bi lahko tukaj skril neke detajle. Grem noter zelo, zelo blizu in lahko mogoče tudi vidimo, v tem primeru se ne vidi, ampak tukaj so zdaj te neki detajli, ki so ostali. In zdaj, ko imam izbrano masko, preprosto začnem risati po tej površini. Ne pozabiti, da imamo zelo, zelo veliko, zelo velik brush, ker smo na prejšnji vaji delali zračno perspektivo. Tako da lahko mogoče desno kliknete, pa se vrnete tukaj nazaj, drugače pa tudi desno kliknete na ikonco in date reset tool, da se vrnete na isto točko. Se pravi, v tem trenutku lahko potem zdaj začnemo barvati in te stvari pobrišemo. Ja, no, tukaj zdaj moraš dati črno, zato ker to želiš zbrisati. Tega ne želiš ohraniti, tako da greš noter. Tako, za črno pobarvaš, tako da pokaže črno. Zdaj v tem primeru pa bi lahko dal hardness na 100%. Zato, da imamo absolutno pobarval sem en delček opsala. Zdaj, kaj se je zgodilo? Zakaj imam zdaj tole sivo? Zato, ker imam opacity še vedno na 30%. In moram ta del, skočil bom en korak nazaj in se tukaj vrnil. Zdaj, mogoče, če se še spomnite, v katerem koli drsniku v Photoshopu lahko se z miško pomaknete na besedo, ki definira ta drsnik in potem kliknete in povlečete levo ali desno. Tudi ikonca se bo spremenila. Če grem z miško čez opacity, se ikonca spremeni in lahko preprosto povlečem na desno in dobim 100%. Lahko pa bi tudi pritisnil tipko nič in dobil 100%. Torej, zdaj preprosto se zamenjam barvo. Takole. Se vrnem sem in grem pobarvati tele koščke ravno tako, da tako, glede na to, da jaz tole delam z miško na platnu, je tole zelo težko delati, tako da mi malo, zato, ker imaš opacity na 23%. Tako, lahko bi preprosto kliknila tukaj na tole ikonico in dala reset tool, da se vrneš čisto. Tem, ker smo že 5krat naredili to, Mojca. Desno klikneš. Pa daš reset. In zdaj imamo še eno plast z ribico, kjer želimo odstraniti vse, kar je okoli te ribice. Enako. Torej, označimo najprej plast z ribico in potem z uporabo Magic Wanda kliknemo enkrat in označuje vse, kar ni ribica in je ta siva barva. In enako, kot smo prej naredili, gremo v Layer, Mask in pa potem Hide Selection. Ne Reveal Selection. Hide Selection. Zato, ker nimaš izbrane plasti, zato, ker
nimaš ničesar izbranega. Ne, ampak, ker ste rekel, nisem naprej samo ribico narisano. Če jaz tukaj kliknem, bi mogla sem ribico videti, ni tako? Ne. Najprej označi barvo. Čakaj, Magic, ne? Čakaj, tega imam že. Tukaj četrta po vrsti. Pardon. Ja, tako. In zdaj greš layer mask, ne? A ja, točno. To? Ne? Layer mask, pa hide selection, oziroma z altom bi lahko zdaj klikal, ne? Imaš pa zdaj nekaj, kar ti bo mogla skenslati, da je tole apliciran na tole. Pa grem tako in zdaj pa tole popravljam. Ja, če želiš, ja. Naprimer, ne? Naprimer, ja. Zamrati, da obrnem. Ja. Ja. Zdaj imamo dve plasti, na katerih sta zdaj maski. Plast za ribico, kjer maska skriva vse, kar ni ribica, in pa plast za potapljajočo se ladico, kjer skriva maska vse, kar ni belo ozadje, ne? Mogoče lahko opazite že zdaj tukajle, da imamo en majčken problemček, da ni označil čistega roba te, po vsej verjetnosti tele plasti z ladico, ne? In imamo tukajle eno belo črto, ne? In zdaj, kaj bi lahko naredili? Lahko bi zdaj takoj pobarvali z črno tole, ne? Ampak bodite pozorni, da imate pravo plast izbrano. Torej plast, kjer je ladica, in pa da je izbrana maska, ne pa slika, ne? Torej, če je izbrana maska, je okoli nje takale črtica, ne? In zdaj preprosto začnem tukajle barvati in fino bi bilo, da imam recimo zbrano pravo orodje, ko želim barvati, grem deselect in začnem tukajle barvati in črta je zginila, ne? To pomeni, da imam zdaj tukaj nevidno površino, ne? A to si barvu si dal belo, ne? Črno. Črno si dal. Tako, ne? Da je skrilo. Bela pokaže, črna skrije, ne? Tako. In zdaj imamo tukajle en lep prostorček, v katerega bomo nekaj napisali. Da pridemo do orodja za besedilo, kliknemo tukajle na ikonico T ali pa pritisnemo tipko T. Ne? Tukaj lahko že takoj opazimo, da se je kontekstualna orodna vrstica zopet spremenila in nam dala kar nekaj različnih orodij. Photoshop ima dva različna načina besedila. Prvi je tako imenovani točkovni tekst. Večino, če bi na primer želeli samo eno besedo ali pa samo eno vrstico, in pa tako imenovani odstavek, kjer mi označimo neko površino, v katerem želimo imeti besedilo, oziroma površino, v katerem dovolimo imeti besedilo, in potem tam lahko imamo nek tekst, ne? Podobno kot v InDesignu recimo se obnaša, ne? Torej ti označiš nek prostorček in potem noter lahko je besedilo. Da pokažem, kako to izgleda, če preprosto kliknem na dokument, ne, takoj lahko opazimo, da se je tukaj pojavilo nova plast za črko T in pa tukajle utripa kurzor in pa tale pikica. Tale pikica pomeni, da je point text, ne. In v trenutku lahko začnemo pisati, ne. Lahko bi pisali naprimer, ne. In zdaj, ena varianta, da potrdimo to, da izberemo ta tekst, je, da kliknemo tukajle na puščico ali pa pritisnemo tipko Enter, ki je desno spodaj na tipkovnici. Zato, ker je meni prej odletela
tipka, ki je še nisem uspel najti. Ne morem zdaj pritisniti Enter, tako da bom kliknil tukaj na tole kljukico. A je Ne? eno, se pravi, ko si rekel enter, ta, se je tukaj tudi ta enter. To je return tipka, to ni enter tipka. Obnašata se drugače, zato. Ne? Enter, torej return tipka, ki je zraven črk, je namenjena, da ti greš eno vrstico niže oziroma da daš odstavek. Ne? Tudi, naprimer, drugače se obnaša v večini aplikacij. Ne? Enter ima drugo funkcijo. Ne? Zato tudi pač imaš na večini tipkovnic return tipka ima drugo znakec, ne? Tako, line break. Ne? Zdaj pa, tukaj lahko zdaj takoj vidimo, da se je ime te plasti posodobil glede na vsebino tega, kar smo napisali tukaj noter. Ne? In kadarkoli bi zdaj mi želeli to spreminjati, lahko z tem istim orodjem preprosto kliknemo tukaj noter, ne? Kliknem kamorkoli znotraj besedila in besedilo je postalo aktivno. Ne? Kadarkoli lahko zdaj pišem, dodajam in odvzemam te besedilo. Ne? In zopet se moram vrniti za kljukico. V urodni vrstici nam da Photoshop nekaj direktnih možnosti. Ko imamo izbran tekst, lahko tukaj spremenimo pisavo in tukaj lahko spremenimo verzijo te pisave. Ne? Če imamo recimo družino, naprimer Arial, imamo potem možnost, kako zelo krepka je ta pisava in pa tukaj imamo velikost te pisave. Še 3 ikonce, kako točno se glede na tole pikico, kako se, v katero smer se besedilo, kako je alignment v slovenščini? Ne, na kateri točki se v bistvu alignment, ne, okej. Poravnava, tako, hvala. Ne? Zdaj pa imamo pa tudi možnost, ne, če recimo ne želimo tukaj spreminjati neke številkice, ne, besedila. Jaz sem zdaj kliknil na puščico, to pomeni, da sem se vrnil v normalno, nimam nobenega dialoga odprtega. In zdaj, besedilo se obnaša enako, kot bi se obnašal katerikoli drug objekt. Mi lahko vzamemo besedilo in gremo v Free Transform. Ne? Ctrl-T ali Edit Free Transform in dobimo 8 kontrolnih točk tega besedila. In zdaj lahko to besedilo, kakorkoli želimo, deformiramo, ne? Držim tipko Shift, zato lahko višino držim proporcionalno širini. Ne? Lahko bi tudi rotiral, enako kot smo rotirali vse ostale objekte, ne, s tem, da se v Photoshopu besedilo obnaša kot vektor. Ne. To pomeni, da dokler imamo mi font naložen na računalnik, bo to vedno najkvalitetnejša verzija izgleda, kot je pač možno v dokumentu. Ne. Zdaj bom kliknil, da potrdim. Mojca? Ne. Okay. Zdaj, Photoshop nam da možnost še kar nekaj dodatnih možnosti, ki jih lahko dobimo ali da kliknemo tukaj na tole ikonico, ali pa gremo v Window in izberemo Character. Ja. Večinoma je znotraj tekstovnega orodja vedno zelo hiter, da si preprosto kliknete tukaj, če je nimate. Ne? In potem dobimo tale panel, Character, kjer imamo možnost potem izbirati še leading, torej razdalja med vrsticami, med posameznimi vrsticami besedila. Potem imamo
tako imenovani kerning, torej razdalja med posameznimi besedami, in pa posameznimi črkami. Ne? To je tukajle, v tej vrstici. Torej, kamorkoli, ne, jaz bi lahko, če bi želel, se postavil med A in R, kliknil, ne, imam zdaj aktiven kurzor in zdaj lahko tukaj spremenim, bom rekel, da mi ni všeč razmak med A in R in ga želim zmanjšati. Ne. Torej, zmanjšal sem samo ta razmak, naprimer, ne, ker Photoshop načeloma ni orodje za delo z besedilom, je pa naprimer orodje, kjer bi lahko neko manjše besedilo, ne vem, prirejali za kakšen zanimiv poster ali karkoli. Ne. Tako da ni nujno vedno, da ima pisava najboljše razmake med posameznimi znaki, tako da vedno lahko tukaj prevzamemo v bistvu odgovornost in si sami nastavimo. Yes. Pa celotno besedilo označimo pa enakomerno, ne? Če ne, v bistvu ne enakomerno, ampak gre tukaj za številka, ki se tukaj pojavi, je v bistvu 1/1000 debeline m-ja. To je tako imenovani m-space. Torej, to, kar imam zdajle, je -50 000 debeline m-ja. Sem mu oduzel razmaka med eno pa drugo črko. Če bi želeli, ne, imamo tukaj pač to možnost. In tukaj imamo prav tako možnost deformacije teh črk po širini samo ali pa samo po višini. Ne. Če bi želeli kakšno črko razpotegniti ali pa stisniti. Ne. In tukaj imamo še možnost tako imenovanega baseline shifta. Gre za to, da je odmik od te osnovne vrste, se pravi, da gre črka višje ali pa nižje, glede na ostale. Ne? In pa ta zadnja, tukaj imamo možnost barve te črke. Tukaj in pa tukaj sta isti dialog. Če imamo zdaj, ne? Zdaj pa pozor, zdaj, jaz sem kliknil tukaj noter v besedilo in imam zdaj aktivno tole puščico, ki mi utripa. Torej sem v samem besedilu v tej besedi. Ne? In zdaj, če začnem spreminjati barvo, se ne zgodi nič. Naprimer, če jaz zdaj rečem rdeča barva, se ne zgodi nič. Zakaj? Zato, ker nisem ničesar označil. Ne? Zdaj bi mogel označiti neko črko, ne? In zdaj lahko, naprimer, spremenim barvo samo tej črki, oziroma zdaj bi lahko samo tej črki, naprimer, rekel, daj pa jo malo višje, ne? Ali pa zdaj jo zvišaj, ne? Da jo razpotegnem karkoli, ne? Torej, samo na posamezni črki ali pa na več črkah ali pa na celi besedi lahko to naredim. Medtem ko, ne, če se zdaj vrnem nazaj, torej zdaj nimam aktivnega tukajle kurzorja, imam samo aktivno to plast in imam izbrano orodje za besedilo, zdaj pa lahko to spremenim in bo spremenilo celotno besedilo, ki ga imam noter. Ne. Zdaj pa ali tukaj, ne, ali tam gor bi lahko spremenil barvo in zdaj imam barvo za vse, ne, za celo besedo oziroma za celotno besedilo, ki ga imam napisanega. Ne. Še nekaj mogoče zanimivih komand je tukajle spodaj in sicer po vrsti so full bold je v bistvu en način, kako Photoshop okoli tega besedila doda še dodaten prostorček, oziroma ne prostorček, še dodatno maso, da zgleda pisava debela. Ne? Torej, ne gre za to, da tukaj, če recimo pisava nima neke verzije, ne, da bi imela še bold verzijo, ima Photoshop možnost, da pač še malo doda tej pisavi. Ne. Lahko zdaj pogledamo, če kliknem not, ne, mičken doda mase. Ne. In pa enako, če ta pisava ne bi imela italic verzije, lahko to naredimo tukaj,
tako da jo on samo malo zamakne. Ne. On je bo za, mislim, da 5 ali 10% oziroma stopinj zamaknil. Tako da zgleda, kot bi bila italic, ne, seveda pa se ni spremenil sam izgled besedila. Tretja po vrsti je, da vse črke skupaj naredi velike. Ne. V mojem primeru pač žal imam vse z velikimi, tako da se ne bo nič zgodilo. In pa četrta po vrsti je, da in velike in male naredi velike, ampak da majhne naredi malenkost manjše. Če zdaj naredim recimo takole. Imam jaz kaj vklopljeno? Aha, tale. Moja pisava ima in ene in druge črke, takole bom mogel spremeniti pisavo. Torej, zdaj imam RGH z malimi črkami, ne? In če zdaj izberem tretjo po vrsti, bodo vse velike. Ne? Če pa izberem četrto po vrsti, bodo pa te male z neko drugo verzijo, torej so manjše in večje, čeprav so vse kapitelke. Ne? Pa se bom vrnil malo nazaj. Tako. Tej pisavi lahko zdaj dodamo ali odvzemamo efekte. Ne? Torej vse layer efekte, ki smo jih v prejšnjič se naučili, lahko bi jim dodali senčko, lahko bi nek glow, lahko bi neko barvo dajali čez, ne? Enako kot bi katerokoli drugo plast. Torej, desno kliknemo na plast in izberemo blending options, oziroma še ena možnost je. Ne? Tukaj le spodaj imamo drugo ikonco po vrsti FX. Tukaj le spodaj v panelu plasti imamo FX. Če imamo izbrano to plast, lahko direktno izberemo enega izmed teh efektov in ga, ne, že takoj on izbere in nam da možnosti. Pa bom jaz izbral naprimer Outer Glow. Ne, in v trenutku mi je izbral Outer Glow in ga označil, tako da imam te možnosti v pogovornem oknu. In tukaj že lahko vidimo, da je malo viden ta glow, pa bom naredil takole, da bo malo bolj močen. Ne? Torej, imamo neke efekte, ki jih lahko dodamo tej pisavi. Ampak, ne, mi nismo izgubili editabilnost te pisave. Mi lahko kadarkoli zdaj to pisavo spreminjamo. Kakorkoli že, ne, in vsi ti efekti so živi, aplicirani na njo. Ne. Naprimer, ne vem, spremenimo črko. Takoj je dobila Outer Glow in vse ostale parametre, ki bi jih nastavili. Ne. To je bila točkovna pisava. Zdaj pa, če bi želeli tako imenovani paragraf tekst oziroma odstavek, pa preprosto, tako kot da bi uporabljali marquee orodje, kliknemo in povlečemo, narišemo kvadrat. Torej, kamorkoli v dokument kliknemo in povlečemo in v trenutku, ko spustimo, ne, lahko vidimo, da imamo zdaj, kot bi imeli free transform orodje, imamo kontrolne točke. Te kontrolne točke pa zdaj ne pomenijo enako, ne? Pomenijo v bistvu samo povečanje ali pomanjšanje tega polja, v katerem je lahko besedilo. Ne? In znotraj tega polja, vidimo, da imamo tudi že direktno kurzor, lahko zdaj pišemo. Ne? In besedilo bo šlo samo do roba in nikamor več. Ne? Enako kot se obnaša besedilo v InDesignu oziroma v Illustratorju. Ne? In naprimer, da ne bi rabili zdaj kar neke znake pisati, da bi napolnili to, gremo lahko zgoraj v meniju Type in pa tukaj izberemo Paste Lorem Ipsum.
Torej v meniju Type, Paste, Lorem Ipsum in mi bo glede na nastavitve, ki jih imam tukaj nastavljene za pisavo, napolnil z tako imenovano Lorem Ipsum besedilom, ki ne pomeni ničesar, ampak je pa zelo podoben naši zahodni dolžini približno besedila, ki ga imamo v angleškem ali pa v slovenščini. Ne. Tako. Ne. In zdaj, ne, če bi jaz začel premikati eno izmed teh točk, ne, vidite, da se ne zgodi deformacija, ne, ampak da se samo poveča polje, v katerem se besedilo nahaja, ne, in tisto besedilo, ki je zdaj stisnjeno noter, bo pač šlo naprej dol. Ne. Torej, kolikor je maksimalno možno, bo to besedilo napolnjeno v samem dokumentu. Kakšno vprašanje? Ja? Zato, ne vem, zakaj mi tele, tudi če vse zaprem, teh ni, pa so bile prej. Katerih teh? Tega. Ne, nimaš nič, zato ker veš, piše layer 4, to pomeni, da ni bilo besedila, da ni besedila not. Pa nisem enter naredila. Tako, tako. Zakaj se pa meni to zgodi? Kaj? Zato, ker si na neki točki premaknila tole. Ja, piksel si premaknila. Pa sem nekaj klikala in vse se me zmaknilo in vse se mi zaprlo. Kaj pa zdaj Ja, to? si boš pač vrnila nazaj, ne? Grem kaj kot zgodovina? Ne, v bistvu si crop orodje izbrala, pa si pa povlekla, ne? Tako da zdaj vse imaš vse to, ne? Samo escape sem pritisnil. Ja? Ja? Kako, ne da bi takole označevala, ali lahko, ko ga imam enkrat v tem boksu, z enim klikom povečam ali pa pomanjšam. Ja. Besedilo, če ga imamo označenega, lahko povečamo ali pomanjšamo z komando na tipkovnici in sicer je ta komanda Ctrl, Shift pa pika in pa Ctrl, Shift pa vejica. Ta bližnjica na tipkovnici drugače deluje tudi v ostalih Adobe programih in če se ne motim tudi v Wordu. Torej gre za način, kako besedilo za eno stopnjo povečamo ali pa za eno stopnjo pomanjšamo. Ne? Ctrl, Shift, pika in pa Ctrl, Shift, vejica. Pika je, da povečaš in pa vejica je, da pomanjšaš. Ne? Skočilo bo za en korak višje in pa en korak nižje. Ne? Zdaj pa, jasno, lahko bi pa tudi šla z miško čez tole ikonco T, ne, in samo povlekla. Ne, in medtem, ko dokler držiš, je pač to live. Ne, in lahko vidiš, a je to zdaj dovolj veliko ali ne, ali ja. Ne. Tako kot InDesign ali pa Illustrator ima tudi Photoshop v zadnjih verzijah možnost izdelovanja stilov, tako za celotne odstavke, kakor za znake, ampak to je malenkost preveč za začetni tečaj, ampak pač toliko, da veste, da ta možnost je noter, ne? Da lahko kadarkoli te stvari spremenimo. Ne? In pa mogoče še ena zanimivost. Zdaj imam jaz izbrano tole plast, torej ta point type, ki smo ga imeli na začetku. In pa nimam direktno noter, nisem kliknil, torej nimam aktivnega tega polja. Zdaj pa pogledajte tukaj tole ikonco, tale T na enem majhnem hribčku. In če kliknete na tole ikonco, bomo, na zdravje, mene je recimo opozorilo, da ne more tega zaključiti, dokler imam jaz tale falš bolt vklopljen, ne, in po vsej verjetnosti mi da tako, ne, da mi možnost,
a nadaljujem ali mislim in odstranim to ali pa pač ne. Seveda želim vam pokazati tole, ne. In zdaj imamo tale luškan pogovorni okenček. Tukaj gre za deformacije tega besedila, ne. Torej lahko bi recimo to besedilo valovito naredili, ne, ali pa da bi jo dali kot, ne. Takoj, ko kliknemo na tale spustni meni, lahko že tukaj takoj vidimo, kakšne možnosti nam da, ne. Torej, ne, lahko ga napolni, gre za neke deformacije, ki so še vedno žive, torej še vedno bi lahko v besedilu spremenili ali dodali črke, ne. Gre pač za direktno živo deformacijo besedila v različnih zelo zanimivih možnostih, ne. Ko imaš izbrano besedilo, tlele nimaš zdaj nobenega besedila, da je recimo rak ali pa riba, ne. Ja, ne rabiš tukaj izbrati, ti tukaj izberi, ne. Se pravi, ti recimo in si skuštrena, naprimer, izbereš, ne, kot plast. In zdaj greš noter, ne. A ga ne rabiš tako potem čez? Ne rabiš. Ravno to ti pravim, ne, da ne rabiš ti klikniti noter, ne, ampak ti samo plast izbereš, ne. In takrat, dokler imaš aktivno orodje besedila, lahko prideš do te ikonice, ne. Tako, ne, in zdaj, katero imamo midva ribo, ne, klikneš zdaj na tole ikonico in tukaj imaš tale spustni meni, ne. Tako, ne, in naprimer, ne, zdaj imam tukaj možnost inflate, ampak jaz se lahko, zdaj sem kliknil na OK, jaz se lahko vrnem na katerikoli točki in spremenim besedilo, ne. Vse te deformacije so žive, ne. Nič ni spremenilo besedila v rasterski, torej v piksle, ne. Mogoče samo kot zanimivost, ne, če odprete dokument, ki je narejen za pisavo, ki je računalnik nima, potem bo on označil oziroma ohranil ta izgled, kakor je bil takrat, kakor je bilo postavljeno, ampak ne boste mogli spreminjati besedila, ne. Tudi recimo ne boste mogli povečati besedila, zato ker je ohranil, zapomnil si je piksle. Točno tako, kakor je bilo, si je zapomnil, ne. Ne bo recimo, če odprete v Wordu ali pa v InDesignu, ne, delovno verzijo, bo pač vse roza, ne, zato ker bo preprosto napisal, da fonta ni, ne. Medtem ko Photoshop si zapomni tele piksle, si shrani noter v dokument, ne, in lahko bi recimo zdaj to plast premaknil za, ne vem, 10 pik, brez kakršnekoli izgube, ne. Medtem ko za vse ostale deformacije, če bi želel recimo kaj še dodatno napisati noter, je pa potem treba pisavo v sam dokument dati, torej skopirati v Windows Fonts oziroma karkoli je že ekvivalent na Macu in pa mogoče samo tako informativno, ko skopirate, ko inštalirate font, šele takrat odprete Photoshop, ne. Photoshop nimate odprtega, ko inštalirate font, ampak ga pač morate potem zapreti in še enkrat odpreti, tako da naloži on vse te pisave, ne. Enako, ja. Illustrator in design, vse so enake.